Prijetno druženje ob kavi ali čaju je bilo pravzaprav uvod v četrtkovo obsežnejšo sejo Mestne občine Maribor, pri kateri velja izpostaviti predvsem uvedba bike sharinga oziroma souporaba koles, kar imajo, predvsem velika mesta in mislim, ker Maribor po našem mnenju je veliko mesto, si tudi zasluži, tako da gremo v postopek priprave dokumentacije za pridobitev sistema souporabe koles. Podobno sistem ima nekatera mesta tudi že v Sloveniji, predvsem Ljubljana je najbolj znana po uspešnem takem sistemu. Vzpostavitev sistema izposoje oziroma souporabe koles je občinski projekt, ki je vezan na večletni projekt trajnostne mobilnosti v mestu. Dokument se je pričel pripravljati, razmislek o njem traja že nekaj časa, vendar je zdaj glavna pobuda prišla strani tudi zasebnega partnerja, ki je v letošnjem letu na Mestno občino Maribor naslovil vlogo zainteresiranosti za izvedbo tega projekta po sistemu javno-zasebnega partnerstva. Projekt souporabe koles sicer finančno še ni dorečen, so pa znane že točke izposoje. Te bodo postavljene na različnih koncih mesta. V prvi fazi smo razmišljali, da bi bilo teh 10 razporejenih nekako med Fontano na zahodu in pa železniško postajo na vzhodu, na severu do 3 ribnikov, v južnem delu pa nekje tam do druge gimnazije oziroma do parka mladih. Potem bi bili pa ob različnih točkah, recimo kot je čisto center, središče mesta, bolnišnica. Torej, iskali smo neke lokacije, kjer menimo, da bi se ljudje največkrat lahko zadrževali oziroma bi uporabljali to kolo za potovanje med temi krajšimi razdaljami. Ni pa še končne odločitve, kje bi te postajališča bile. Po besedah direktorice bo souporaba namenjena predvsem občanom, saj se mestna središča za motorni promet postopno zapirajo. Sicer pa občina v duhu naziva Evropskega mesta športa, ki ga bo nosila prihodnje leto, športu namenja več sredstev. Največja novost letošnjega programa športa je to, da je seveda za šport namenjenih več denarja v primerjavi z letom 2017. V letošnjem letu je bilo 4 milijone 231 tisoč, v naslednjem letu je 5 milijonov 390 tisoč. Govorimo o indeksu 127,38%. Zraven sanacije nekaterih ključnih športnih objektov Mestne občine Maribor, letni program športa predvideva tudi nekaj novosti. Sledili smo nacionalnemu programu športa, tako da bomo dodatno še preverjali učenje oziroma znanje plavanja v 6. razredu. Kot veste, v Mariboru smo bili prvi, ki smo preverjali znanje v 1. razredu osnovne šole, potem se na nacionalnem nivoju preverja znanje plavanja v 3. razredu osnovne šole in zdaj še dodatno v 6. razredu osnovne šole. Na uradu za šport pa niso pozabili niti na uspešnost domačih ekstremnih športnikov, saj nameravajo na znameniti mariborski progi za kolesa BMX napeljati elektriko, ki bi v prihodnje zaradi razsvetljave omogočala tudi vožnjo v večernih urah.